Velika napaka je tudi ukinitev dela plače, ki je vezan na delovne rezultate pri sodnikih. S tem se vrača sistem uravnilovke, sistem komoditete in nepravičnega nagrajevanja. Ker zdaj tisti, ki so uspešnejši, ki naredijo več, ki delajo bolje, skratka najboljši sodniki, niso stimulirani, niso nagrajeni za to svoje delo. In je to nepravično. In še posebej ukinitev plačila za povečan obseg dela. Veliko sodnikov je sklenilo te sporazume, so sprejeli dodatno delo, so ga dobro opravili, dobili za to tudi plačano, tako kot se spodobi, in zdaj je ta možnost ukinjena. In sem prepričan, da bo to negativno vplivalo na odpravo sodnih zaostankov. In še nekaj, vlada bi morala narediti red na področju plač v zdravstvu, kajti tukaj je pa pri izvajanju plačnega sistema prišlo do velikih anomalij. Na to posebej opozarjam. Prišlo je do prenapihnenih sistemizacij, do previsokega pozicioniranja delovnih mest v sistemizacijah. To bi morali rešiti z dekretom Ministrstva za zdravje. Morali bi prevetriti potrebe po dežurstvih. Vsa ta visoka izplačila, o katerih beremo v zdravstvu, so izključno lahko posledica velike količine dežurstev. Dežurstva so namreč plačana kot polna ura dela, kajti drugače ne more biti. To je evropski pravni red to zahteva, če nekoga ti pokličeš v službo, da je tam, ni njegov problem, ali ima 100% delo, ali je tam samo zato, da čaka na kak nujen primer, to ni njegov problem, zato mora zato dobiti plačano. Tako je pač evropsko pravo in taka je judikatura sodišča evropskih skupnosti v Luksemburgu in tu nismo imeli nobene izbire. Drugo vprašanje pa je, ali se ta dežurstva racionalno razporejajo. Ali niso nemara nekatera dežurstva zaradi tega, da se dvigujejo plače. Recimo pri direktorjih zdravstvenih zavodov, bolnic in zdravstvenih domov. Še stotič opozarjam, da za vsakega direktorja vsako dežurstvo osebno odobri minister za zdravje. Torej, ko se vprašamo, zakaj direktor tega ali onega zdravstvenega doma dobil tako visoko plačo, bi moral imeti minister za zdravje točno razlago, zakaj mu je odobril toliko in toliko dežurstev. Morda jo ima, mogoče res, najbrž tam morda je premalo zdravnikov in ni druge variante, kot da tudi direktor dežura. Ampak to je treba od primera do primera pregledati. Skratka, red pri plačah v zdravstvu, ne v smislu spremembe kolektivne pogodbe ali kaj takega, ampak preprosto je treba sistem izvajati na racionalen in varčen način. Tako kot ga zna izvajati uprava, ali kot ga zna izvajati šolstvo, bi ga moral znati izvajati tudi zdravstvo. Morda samo še za konec idejo ali dve o tem, kako v dveh segmentih javnega sektorja lahko bistveno izboljšali stanje. Obojega sem se v bistvu že dotaknil. Eno je vprašanje sodstva, kjer se gre s to ukinitvijo dela plače, ki je vezan na delovne rezultate v popolnoma napačno smer. Naša ideja, naša zamisel je, da bi bilo potrebno v sodstvu bistveno izboljšati oziroma razviti menedžerske prijeme, ne pa jih ukinjati. Konkretno, če jih bo slučajno bral naš predvolilni program, smo zapisali, da bi morali stvar zgledati tako, da bi predsednik Vrhovnega sodišča, ki ga imenuje parlament, moral pred imenovanjem v Državnem zboru predstaviti svoj program na področju učinkovitosti delovanja sodstva, kvalitete sodnih storitev in odpravljanja zaostankov in na podlagi tega programa bi ga parlament imenoval in predsednik Vrhovnega sodišča bi moral vsako leto poročati o realizaciji tega programa in od realizacije bi moral biti odvisen njegov mandat. Torej vsako leto bi mu Državni zbor podeljeval razrešnico. Predsednik Vrhovnega sodišča bi imel po svojih rokah vse vzvode, da bi imenoval in razreševal predsednike višjih, ti pa predsednike okrožnih in ti predsednike okrajnih sodišč. In vsak predsednik sodišča bi moral imeti točen plan za svoje sodišče, merljive načrte odpravljanja sodnih zaostankov in bi moral svojim mandatom vsako leto odgovarjati za to. To je rešitev, ki v ničemer ne posega v neodvisnost
sodniki morajo biti neodvisni, ko sodijo v konkretnih primerih, ampak ko gre pa za vprašanje kvalitete dela, učinkovitosti, odnosa do strank, ne, ker državljani smo stranke, smo uporabniki sodnih storitev, je pa zgodba čisto drugačna, tam je treba zadeve se lotiti menedžersko. In v zdravstvu, kot še en pomemben delu javnega sektorja, kjer so precejšnji problemi, tudi tukaj gre za menedžerske probleme, pa bilo treba takoj narediti vsaj 3-4 ukrepe. Končno sprejeti normative za delo zdravnikov, torej koliko mora narediti za svojo redno plačo. Tega še vedno ni, čeprav so bili osnutki že pripravljeni v času ministrice Mazej Kukovičeve. Zagotoviti popolnoma brezpapirno poslovanje, torej na smetišče zgodovine z papirnatimi recepti, napotnicami, kartotekami in tako naprej, ker živimo v 21. stoletju. Torej, v celoti informatizirati zdravstvo, omogočati naročanje, specialistično naročanje pri splošnem zdravniku, torej pri družinskem zdravniku. Ta zdravnik je moja vstopna točka v zdravstveni sistem in če me on napoti k nekemu specialistu, naj mi pri njem uredijo termin pri tem specialistu in to se da z informacijskim sistemom lahko rešiti. Naj mi ponudijo možnosti, kateri specialisti so na voljo, kakšne so kje čakalne dobe, jaz se bom odločil in me opišejo in meni se ni treba s tem nič ukvarjati. Predpisati naročanje na uro, torej da je pacient naročen ne tako, da je 50 pacientov naročeno ob 8 zjutraj in potem celo dopoldne tam čakajo, ampak lepo, tako da čakalna doba v čakalnici ne sme biti več kot 15 minut. Ne, jaz bi to predpisal 15 minut kot najdaljša čakalna doba v čakalnici in direktorji v bolnicah in zdravstvenih domovih bi morali s svojimi mandati odgovarjati za spoštovanje tega.